Zelo mi je bilo všeč. Počutil sem se kot 40 let nazaj, ko sem še jaz plesal in bil šef tega baleta. Kaj vas je najbolj prevzelo, pritegnilo? Kaj toliko mladih in dobrih plesalcev, tudi moških. Vse to je bilo, tudi koreografsko je bilo na visoki ravni. Vesel. Sploh ne morem govoriti o tem, všeč ali ne všeč. To je enkratna fantastična predstava, take predstave baletne, tudi pri nas v ljubljanski operi, mislim, da še nismo videli. Koreografsko izredno zahtevna, plesno na višku in celotna gibalna predstava je super. Samo što lahko rečem, vsa znanja vsem ustvarjalcem in režiserju in koreografu, da seveda o plesalcih ne govorim. Enkrat. Izuzetna predstava, dakle, jedan poseban dojam koji nosi mjeste uigranost, energija, emocija, strast. I to je jako lijepo. Danas je rijetko da možemo vidjeti na sceni takvu vrstu davanja i emocije kao što je u ovoj predstavi Veliki Gatsby. Odakle ste došli na ovu predstavu? Ja sam došla iz Sarajeva, ja sam direktor Balet Festa Sarajevo, jednog lijepog baletnog festivala. Imam dosta prijatelja u ljubljanskom baletu, izuzetna mi je čast da sam večeras ovdje i da je direktor baleta Petar Đurđevski me pozvao na premijeru. Po dolgem času spektakularni balet, spektakularna predstava, narejena popolnoma v duhu tistega časa in presenečenje. Predstava je nedvomno ena poživitev v programu, ne glede na to, da je na posnetek, ampak poslušali smo izjemno glasbo in na odru seveda izjemne plesalce, tako da sem prepričan, da bo predstava še dolgo živela na ljubljanskem odru. Meni je blazno všeč, če gledam iz glasbenega vidika, kontrapunkt v baletu v drugem stavku. To mi je bilo blazno všeč. Posebeni detalji, veliko simbolike in res težko vse vidiš v eni predstavi. Blazno je energetika. In zdaj, če vidiš, vsi so isto mahali, ena oseba, če si zelo precizen, jo boš opazil, če gledaš na makrosliko, ne na mikrosliko, bo pa čisto drugače delala. In to je ogromno takih detaljev od tega, da se pojavi noter fantek s ulico, medtem se tudi ko pride do kolapsa glavnega protagonista, bolj vidimo v prvem stavku enega blišča, se pravi pohlepa vsega tega, kar v bistvu za kar preži današnja družba. In v bistvu v tem čutimo praznino, to je brez veze. No, in tudi mi smo tako čutili eno praznino, ful se dogaja, hkrati nič ne začutimo, nič ne pove. Ful enega blišča, ful enih mobilnih stvari, skozi sem, javno, tretje in naš nori svet. In dobra predstava, no? Še posebej, če smo gledali film, tisti, ki smo ga gledali, si še bolj predstavljamo lahko. Vemo, zakaj se gre. Povem, vas je navdušila predstava? Ja, zelo. Tudi plesalci, to so zelo težke vloge in mislim, da so naredili izjemno delo, opravili izjemno delo. Tako da čestitke plesalcem, res, čestitke. Ta predstava je res nekaj posebnega. Končno imamo na odru ljubljanskem, se pravi na ljubljanskem odru, eno predstavo, ki diha z našim občinstvom, ki je spektakel, ki je šov. Mislim, da je Leo Mujić postavil res eno dobro zgodbo, se pravi, da je roman, da je prenesel na oder in da v bistvu roman na odru diha. In vsi, ki želite videti to krasno zgodbo, te odlične plesalce z našo Tjašo Kmetec, Ištvanom Sajmanom, s Petrom Đorđevskim, Sano Klašnja, z Lukasom Cušlagom in še vsemi ostalimi, ste vabljeni k nam. Imate možnost še 6 predstav v tem mesecu in 2 v decembru.
predstava mi je izjemno všeč. Naredili smo nekaj novega, vrhunskega. Mislim, da je to balet, ki lahko konkurira z vsemi svetovnimi baleti. Predvsem moram poudariti izjemno izvirnost koreografije, izvirnost pristopa k dramatizaciji oziroma baletizaciji samega romana. Mislim, da je strahovito zahtevno, tehnično zahtevno. Plesalci so oddelali na najvišjem možnem nivoju, tako da mislim, da res lahko rečem vse čestitke celi ekipi, koreografu in vsem našem baletnemu ansamblu plus gostom. Predstava je bila čudovita. Že od otroških let mi je balet zelo všeč. Zdaj takole, ko ga gledam v živo, danes je bilo čudovito. Plesalci so prekrasni, predstava, glasba, vse. Super, čudovito. Predstava je bila krasna. Zakaj mi je bila všeč? Krasne figure, krasni kostumi. Vrnili so nas kar nekaj let nazaj. Predvsem te skupinske figure oziroma skupinske plesne koreografije so bile fantastične. Igralci so se vživeli mimično. Konec je bil čisto žalosten in mislim, da se je cela dvorana dotaknila ta žalost, ampak ravno zato, ker so nas častilo dvorano oziroma častilo predstavo, čustveno vodi čez en tak lep občutek, lepo gibanje, tako da jaz sem zelo vesela, da sem bila predstava. Predstava mi je bila izredno všeč, predvsem zaradi tega, ker sama nastopam v njej. Ja, meni je bilo super videti in začutiti energijo publike, zdaj, ker je bila močna luč, ko smo bili navajeni, da je prazna dvorana, danes smo pa kar naenkrat videli polno in kako so ljudje uživali in se tudi naj nasmehali in sodelovali z nami. No. Da je bilo zelo super. Ja, Veliki Gatsby je predstava, ko vsi mislijo, da se dogaja samo zabava in žur, v bistvu pa je ena velika tragika. In kako vse to pričarati brez besed in v bistvu brez velikih rekvizitov je bil kar velik izziv. Vse smo v bistvu mogli izraziti in povedati z obrazi. In tle je imel tudi koreograf zelo velik izziv, da je to iz nas zvlekel, da je dobil brez vseh rekvizitov to, kar je hotel, da je povedal zgodbo, da so ljudje zgodbo razumeli. In kot plesalka v bistvu uživam v predstavi, sodelujem pri dveh zelo velikih zabavah, ki sta v predstavi sami. Muzika je čudovita, briljantna in mislim, definitivno tisk, ki je lahko rahlodušen oziroma ki ne trza ob taki muziki, potem je nekaj z njim narobe. Tako da mislim, da smo lahko srečni, da v bistvu imamo možnost plesati na tako glasbo in da imamo v bistvu tako prekrasno opero, ki je koreograf super izkoristil za dvigi, spusti, za vsem in da smo lahko res zavzeli cel oder. Danes sem se pa počutila hecno, zaradi tega, ker smo bili prvič v bistvu z ljudmi v dvorani. Jaz plešem zelo od spredi in v bistvu so bili ljudje tako nedaleč stran od mene in zdaj, kako ne fokusirati v njih, kako jih ne gledati, kako ne gledati njihovih obrazov. Zanimivo je bilo, zanimivo. Mislim, jutri imamo spet predstavo, verjamem, da bo boljš. Danes se mi je podel milijon in ena stvar po glavi. Od tega, kdo molčala, kdo kje sedi, kako ne gledam čez njih, da se bom skoncentrirala. Glejte, zanimivo.